Prav lep pozdrav vsem skupaj, ki ste se zbrali na današnjem 5. oziroma zaključnem webinarju v okviru našega projekta, ki ima današnji webinar naslov Usoda mikroplastike v okolju. Pozdravljamo vas vsi trije projektni partnerji, to smo Dermol svetovanje iz Litije, Fakulteta za varstvo okolja iz Velenja, ki je bila do zdaj Visoka šola za varstvo okolja in se je preimenovala v Fakulteto za varstvo okolja, in pa CSIG iz Taranta v Italiji, naš italijanski partner. Kot vedno webinar snemamo, in sicer ga snemamo zaradi tega, ker iz teh delčkov tega dogodka že sestavljamo spletno učilnico, tako da zaradi tega potrebujemo te posnetke. Današnji webinar, kot rečeno, je zadnji oziroma zaključni iz serije 5 webinarjev in vse gradivo do zdaj, kar smo ga ustvarili, vse se najde na naši spletni strani projekt. Na tej spletni strani je vse, bi rekel, dostopno. Tako slovenski webinari kot tisti, ki jih izvajamo v Italiji, ki so deloma v italijanščini, deloma v angleščini. No, kot pravim, prvi in drugi webinar, vse je že v novi spletni učilnici. Tretji webinar, tega smo prejšnji mesec izvajali, oziroma predprejšnji mesec, 4. prejšnji mesec, sta tudi že bi rekel, gotova, na spletni strani sta že objavljena, nismo pa še naredili učilnice iz te zadeve, ker sestavljamo tudi spletno učilnico. Bomo pa sestavili tudi učilnico v angleškem jeziku, ker vsa ta video gradiva, ki jih na nek način tukaj zbiramo, potem predelamo v kratke angleške videoklipe, tam 3 minute, 4 minute, 5 minut, take zelo kratke, bi rekel, zelo kratke videe, skompresiramo, skratke, to zadevo. Tle recimo je primer, tle se vidi zdaj našo spletno stran, en mali video smo posneli. Skratka, vidite zgoraj meni, Slovenija, Italija, skratka 2 zavihka. V slovenskem so, bi rekel, na spletni strani vsi webinari, skratka vsa gradiva, ki se jih tukaj na teh webinarjih nekako sproducira, vse je na teh spletnih straneh objavljeno, tudi ti webinari so, v celoti so objavljeni, in to je 1 ura, ura in pol, morda celo, ja, tam nekje 1 ura in pol, morda ne do 2, ne. Smo tako naredili, da smo noter bookmarke postavili, tako da je možno se sprehajati po videih. Tole je pa zdaj slovenska e-učilnica, ki je druga spletna stran, znanje.biz. Tukaj bomo pa sestavili vsa ta gradiva v e-učilnici, videi pa tudi še kaj drugega. Smo začeli sestavljati prva 2 webinarja, na nek način sta že, bi rekel, postavljena, ostalo se bo postavljalo zdaj v tem mesecu in v naslednjem mesecu, ker zdaj bomo dejansko zbrali vse, kar pač smo imeli namen zbrati. Tako da to je, bi rekel, glede spletne strani. Zdaj, če grem jaz naprej na webinarje, tile so bili izvedeni, skratka 1., 2., 3. in 4. Nekako smo šli po nekih korakih, od abecede mikroplastike, kako mikroplastika nastaja. Tukaj smo tudi precej se pogovarjali o tem, kako nastane plastika, polimerni materiali, plastika, celo malo kemizma smo tukaj noter omenili, kar je mogoče najtežji del vsebin te naše serije mikroplastike. Potem smo šli v domače okolje, v gospodinjstva, uporaba v izdelkih, v čistilih, v izdelkih za osebno nego in podobne zadeve. Potem v marcu smo se pogovarjali o urbanih okoljih, barve in laki in podobne zadeve. In potem zadnjič, bi rekel, odpadna plastika, in tokrat, bi rekel, nekako zaključujemo ta krog in se pogovarjamo o usodi mikroplastike v okolju. Po mojem, več ali manj se bomo pogovarjali o mikroplastiki v vodi. Zdaj, kaj bomo danes delali? Mogoče bi najprej spregovorili še nekaj o tekmovanju, ki ga nekako načrtujemo tale hip.
In potem bi prešli na Anjo Bubik, skratka s Fakultete za varstvo okolja, z njeno, bi rekel, temo. Potem bi pač prosil naše dijake z gimnazije Ljutomer, ki so pripravili predstavitev rezultatov raziskave, ki so jo naredili v okviru tega projekta. In se že prav veselimo te, bi rekel, predstavitve. In potem imamo tukaj tudi gosta, dr. Oliverja Bajte z Morske biološke postaje Piran, ki nam bo, bi rekel, iz prve roke spregovoril o plastiki in mikroplastiki v morju. In potem sledijo še prispevki sodelujočih dijakov in študentov in pa, rekel bi, se pogovorili potem tudi, kako še naprej. Skratka, to je vsebina današnjega dneva. Bom ponovno dala besedo dr. Valeriju Dermolu, da bo predstavil naše nagradno tekmovanje v pripravi najboljšega videa na temo Prihodnost brez mikroplastike.